Pismo dragim bralkam in bralcem mojih člankov, gotovo zadnje. Razočarana sem. Na vse zadnje bom res verjela, kar seveda ni res, da imamo Slovenci na tanko takšno žalostno usodo, kakršno si zaslužimo. Ko sem namreč danes dopoldne napisala pismo bralcem o tem, kako je bilo, včeraj ali danes ponoči, prav kmalu po včerajšnji objavi članka Medijski zakon je škodljiv za državo, objavljen je na 2 portalih, onemogočeno delovanje mojega telefona. Že prej je bilo onemogočeno tudi delovanje mojega računalnika, tako da zdaj lahko pišem samo še na kak izposojen telefon ali računalnik. Pa ne bom več. Z vsem srcem sem se v zadnjem članku, pismo dragim bralcem mojih člankov, morda zadnje, napisala tudi nekaj besed o velikanski tragediji slovenskih živinorejcev, zlasti goveda in drobnice. Pa očitno nikogar ne zanima, kaj se v resnici dogaja. Tudi desni mediji, na primer glavni desni radio, sploh ni danes ob 15. uri kot največji desni radio v Sloveniji izrekel sočutja nesrečnim slovenskim kmetom. Smo pa slišali vse, na pol slaboumne, na pol pa kriminalne, odgovore državnih funkcionarjev, da situacijo obvladujejo. Seveda jo, pa še kako. Gotovo se bo to poznalo tudi v njihovih žepih. Oblastniki v EU-ju, ki si na vse načine prizadevajo, da bi uničili celotno evropsko manjše kmetijstvo, kmetije, in ohranili le tisto, večje, ki bo del določenih kmetijskih multinacionalk, bodo gotovo nadvse zadovoljni, da je Golobova vlada v tako kratkem času praktično uničila vso slovensko živinorejo. Še nagradili bodo ministrstvo za kmetijstvo. Ženska govori podobno kot predsednica države, v silno visoki diplomatski govorici, ki je seveda sploh ne obvlada, da ni s kmeti in živino v resnici nič narobe. V medijih, ki vsako njeno besedo ponižno objavijo, pa ni niti enega samega medijskega delavca, ki bi jo prosil, naj odstopi, ker ne le zato, ker ni sposobna obvladovanja sedanje epidemije, temveč predvsem zato, ker sodeluje z delom vrha EU-ja, ki zahteva uničenje evropskega manjšega kmetijstva. Uničenje kmetij. Zelo malo je tudi verjetno, da takšno njeno vodenje ministrstva za kmetijstvo ni kakorkoli nagrajeno. Vendar bo to vidno šele v bližnji prihodnosti. Osebno bi sedanjo ministrico za rojstvo aretirala. Pa ga ni medija, ki bi povabilo na pogovor nekaj najbolj prizadetih kmetov, da bi državljani iz prve roke izvedeli za njihovo tragedijo. Kje neki? Mediji, skoraj vsi, skrbijo predvsem za to, da bodo njihovi programi veseli, zabavni, narodni in spodbudni pred prihajajočimi volitvami. Denar bo prihajal od politikov vseh barv, sedanjih, povsem nesposobnih, vladnih strank, pa tudi ne kritizirajo preveč, ker hočejo vsi politiki imeti proste roke za povezavo do katerekoli politike, s katerimkoli voditeljem stranke, tudi s samim Satanom. In zakaj bi potem obžalovala, ker se ne bom več oglašala v medijih, saj sem vendar za družbo škodljiva, predvsem zato, ker sem pesimistična. Zakaj se, da bi bila koristnejša, raje malo bolj ne zabavam? Kar nekaj je veselih dogodkov za upokojence, še zlasti pa pred volitvami, na primer razni partizanski spominski dnevi, pa različne božje poti z avtobusi po vseh mogočih krajih.
S svojim volilnim glasom pa lahko upokojenci tudi veliko pomagamo k razcvetu slovenske demokracije. Da, veliko lepega nudita naša država in družba starim, ne potrebuje pa njihovega opazovanja, kaj vse je narobe. Ja, na vse zadnje je vse to res. Ampak sama sem obupala, tako nad slovensko demokracijo, kot nad slovensko družbo sploh. Ni ji več mogoče pomagati. Prva razpada, druga pa izginja. Čemu potem sploh še opozarjati na različne slabosti v Sloveniji? Brez pomena in brez smisla je vsakršna kritika, tudi najbolj dobronamerna. Kdor noče, mu pač ni pomoči. Takšen je star slovenski pregovor. Konkretno, slovensko kmetijstvo smo res uničili. Zato pa bomo naredili vse, da nam bodo energetske multinacionalke zgradile nešteto vetrnic za pridobivanje elektrike na Pohorju, kjer bomo posekali odvečne gozdove. Če to ni čudovito, predvsem pa napredno. Frančiška Butolo. In doda še kratko pesnitev z naslovom Preprosta ljubezen. Ljubezen je bila zanjo, osamljeno žensko, zelo preprosto čustvo. Življenje je ni razvajalo, tudi po naravi je bila med najskromnejšimi. Tako je bila zanjo ljubezen, kadar je lepo namazala tla hodnika. Takrat si je rekla, kako se lepo sveti in da bi ga gotovo pohvalil tudi DK. Ko je bila v ponedeljkih dobra njena paštašuta, si je rekla, da bi jo z veseljem jedel tudi DK. In ko je zvečer ugasnila luč, je nekoliko molila, zato, ker je vedela, da bi to ugajalo DK. Po molitvi pa si je poskusila predstavljati, kaj vse, sam ljubi Bog ve, je v objemu z njegovo najdražjo še najbolj ugajalo DK. Njej, kot si je priznala, ugaja samo najpreprostejše. In kmalu je sladko zaspala, na mehki blazini, kot da bi bilo lice DK. Globoko je zaspala, nekoč pa se ni več prebudila. Frančiška. Videl sem tvoje cvetoče ravnine, videl v njih lepe, prijazne vasi, videl sem snegom pokrite planine, hribčke in gričke in strme rebri. V polju zoriče je žito šumelo, cvet je krasilo zelene trave, drevju grmičju se glasno je pelo, z ribov so vriskale bele cerkve. Si zemlja ti blagoslovljena, si od najvišjega kralja neba, ti z mojih dedov krvjo napojena, tebi vsa moja ljubezen velja. Tebi živeti in zate umreti, moja
Tvoja Slovenija jaz le želim, ko ti še lepših dni zarja zasveti, tvojih najtleh svoj počitek dobim. Ko ti še lepših dni zarja zasveti, tvojih najtleh